Amen. Torej, lepo pozdravljeni, hvala vam, da ste prišli, da lahko v veri skupaj slavimo Boga, Očeta, Stvarnika v Jezusovem imenu, kljub tem posebnim težkim časom in situacijam, pa vedno verujemo in častimo Boga. Skupaj pozdrav vsem doma, pred ekrani, pri tej nedeljski pa večerni sobotni, v soboto zvečer nedeljski sveti maši. Sveta maša se daruje s posebnim namenom za uspešno prodajo hiše. Od naših botrov pa danes praznujejo rojstni dan Ana Matanič iz Rogaške Slatine, Barica Pintarič iz Trbovelj, Mihael Kopač iz Dobrove, Marija Zabavnik iz Gornjega Kamenščaka in Slavica Zdolšek iz Pirana. In vam, dragi slavljenci, prav vsi sedaj povezani preko te tehnične možnosti, pridruženi tej sveti maši, čestitamo iz naših src vse najboljše za vaš rojstni dan. Danes je 25. nedelja med letom, pa tudi nedelja svetniških kandidatov. Začeli bomo sveto mašo, potem bomo pa vključevali malo te več spontanosti, ki nam je dovoljena pri sveti maši za posebne skupine, in mogoče malo več še slavili pri času slave pri tej sveti daritvi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in skupnost, prisotnost Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Danes nas Božja beseda opominja, da je čas kratek, da se moramo spreobrniti. Bog nam obljublja, da nam bo pomagal. In to je Božja beseda, na kateri mi gradimo svoje življenje. Obenem pa dejansko priznavamo, da nismo svetniki kljub nedelji svetniških kandidatov. Kandidati za svetnike pa smo. Ne? Kandidati pa smo za svetnike, pa bi zdaj na začetku, ko se pozdravljamo, pa pozdravi svetniškega kandidata na levi, desni in od zadaj in od spredaj. Torej, lepo pozdravljen, gospod. Svetniški kandidati, svetnice in svetniki smo pa kandidati, nismo pa uradni kandidati katoliške cerkve v Sloveniji. Uradni pa nismo, ampak pred Bogom pa vsekakor kandidati za svetnike. In to ravno danes Božja beseda govori, da kljub vsem kandidatom za svetnike, ki smo tukaj, pa lahko celo duhovnikom ali škofom, vsi šele, bi rekel, smo na poti k tej popolnosti krščanski in v nas vidimo veliko zla. Če pa ga kdo ne vidi veliko zla v svojem življenju, potem pa ni na pravi poti. Zato tudi mi hitro priznamo, da smo še vedno grešni kljub že dolgoletni hoji za Kristusom, v misli, besedah in dejanjih, da smo skušani od hudobnega duha in včasih mu damo pritrditev, kar pa posebej sedaj obžalujemo in prosimo. Gospod, usmili se. Resnično nam je žal, imamo kesanje,
In Gospod, trdno sklenemo, da se bomo spremenili. Kristus, usmili se. Gospod, svetost, ki je pred nami, je tako visoko, kot so tvoje misli drugačne od naših misli, tvoji načrti drugačni od naših načrtov. Zato te prosimo usmiljenja z nami grešniki. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mi ljudem, ki so blage volje, hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče, vsemogočni, Gospod, edinorojenį Sin, Jėzus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Zdaj bomo pa slavili Boga, ki nas rešuje, ki nam odpušča grehe in je naša pot in naše veselje. Janez je že na kitari dal novega bencina in je že užgal, ker v njem gori ogenj Svetega Duha. Vse ga vidite, ne? Tako, upamo, da nam ne bo zgorel na licu mesta in zdaj pa bomo slavili dobrega in usmiljenega Boga, na katerega verujemo ali ne verujemo. Amen.
malo se je pojavila na Facebooku, sem dal pa en posnetek iz ravno našega skupnega romanja, kako se Judje veselijo nad Tora, nad Božjo besedo in so veseli in ploskajo, ker imajo povezavo z Bogom in to povezavo na Božji besedi imamo tudi mi. Tudi ti jo imaš, jaz jo imam in mi se veselimo Božje besede, veselimo se Gospoda Jezusa Kristusa, kajti v njem imamo večno zavezo z Bogom Očetom in on skrbi za nas. Amen. Reči sosedu, on skrbi za nas. Amen. Hvala, Gospod. Slava Bogu. Tvoje mazilje na vse doma in tukaj. Jezusa je imeno, Oče. Tvoje maziljenje, Gospod, o baratanda šabataka, tvoje maziljenje, Gospod. Slava Bogu, pojte z mano slava Bogu, je velik naš Bog. Slava ti šabaratanda kabatata kabatata. Gospod. Dajmo čas Bogu, ki tebe rešuje, ki tebe ljubi. Slava Bogu. Nek si Bog, dvigni roke, dajmo eno slavo. Reči, častim te Bog, slavim te, poveličujem te, verujem vate, dvigam roke k tebi. Tvoj sem in zaupam tvoji besedi. In se ti k tebi obračam in se ti predajam. In kličem k tebi, vsemogočni Bog. Dvigam roke k tebi, molim, sem pred teboj. Prosim te, Gospod, in se ti zahvaljujem za čudovito besedo, za sveto pismo, za brate in sestre. Zahvaljujem se ti, Gospod, da smem hoditi po tvoji poti, da mi daješ moč, da največkrat zavračam greh uspešno in se ti zahvaljujemo, Gospod, da skrbiš za nas. Bolj kot za ptice, bolj kot za živali, bolj kot za cvetlice, za nas skrbiš, Gospod. Mi nismo maloverni, ampak verujemo na tvojo previdnost in se ti zahvaljujemo. Vsakega poznaš, vsakega, Gospod, blagoslavljaš, ker imamo vero in te častimo in ti dajemo slavo, častimo te svojim življenjem, da izpolnimo tvojo besedo. Hvala ti za to in verujemo. Verujemo ali ne verujemo? Slavimo Boga ali ga ne slavimo? Amen.
Bogu pojemo. Svesti Bog, Ti nas ljubiš vekomaj. Gospod, močni Bog, Ti vladaš, gospodariš. Naj eden reče eno hvala Gospodu. Na glas hvale Ti, Gospod. Dajmo še ga slaviti malo na glas. Rečimo hvala Ti, pa eden, pa drugi, pa tretji. Hvala Ti, Gospod, za dobrega moža. Hvala Ti, Gospod, za denar. Hvala Ti, da nas spremljaš. Dajmo mu eno slavo, nekaj se mu zahvali. Hvala Ti, Gospod, da lahko hodim. Hvala Ti, da sem slišala. Hvala Ti, Gospod, da imam vero. Hvala Ti, Gospod, da sem dobro jedel. Hvala Ti, Gospod, za verne prijatelje. Hvala Ti za cerkev. Hvala Ti, Gospod, za besedo. Hvala Ti za sveti sakrament odpuščanja. Sveti sakrament, Gospod, svete maše. Amen. Hvala Ti, da lahko slavimo z Janezom Tebe, vsemogočni, s pesmijo. Hvala Ti, Gospod, da. Zdaj pa še tisto, kaj še bomo reči naprej. Hvala, kar naprej. Hvala, da bom ozdravil. Hvala, da moje otroke. Hvala, da. Hvala, da. Kaj še naprej se boš mu zahvalil? Da bo, ker veš, da bo. Ker te ima rad. Hvala, da imamo prodal hišo. Hvala Ti za zdravje, ki bo nastopilo. Hvala Ti, da COVID-19 nas ne bo dotaknil. Haleluja. Amen. Tvoje obljubi, da nobena od bolezni ne bo prišla na nas, 3. Mojžisovi knjigi. Amen. Tako. V imenu Jezusovem. Amen, amen.
Amen, haleluja. Zakaj se lahko Bogu zahvalimo? Ker nas spremlja. Zakaj se Bogu lahko zahvalimo? Ker nas ozdravlja. Zakaj se lahko Bogu zahvalimo? Ker skrbi za nas non-stop, ko najboljša mama, najboljši ata svojega otroka. In zakaj se še lahko Bogu zahvalimo? Ker za? Kaj? To so pa zdaj maske. Ne? Ja. Mi se Bogu zahvalimo, mi se Bogu zahvaljujemo. Ne samo naravi. Bogu, živemu, se zahvaljujemo. Haleluja. Hvala Gospodu, da bomo vedno rasli. Rekel, samo navzgor bo šel, nič več navzdol, samo večja kvaliteta, samo gor. Sicer bodo preizkušnje, bodo vojne, bodo bitke, ampak ti greš samo navzgor. Amen. Jaz vas vidim tu, samo navzgor greste že ves čas. Jaz malo na širino, vi pa bolj navzgor. Haleluja. Hvala Gospodu. Amen. Haleluja. Molimo. Sveti Bog, v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava. Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da bomo dosegli večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti, kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoka so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi misli. To je Božja beseda. Odpev, Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Velik je Gospod in nadvse hvale vreden, njegova veličina je nedoumljiva. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je vsemi svojimi deli. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, Kristus bo poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim. Po eni strani hrepenim, da bi se rešil telesa in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim, bodisi da me ne bo pri vas, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za 1 denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog 11. ure, je naše druge, ki so tam postajali, in jim je rekel, zakaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu skrbniku, pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po 1 denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po 1 denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem. Češ, ti zadnji so delali 1 uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za 1 denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.
To je Kristusov evangelij. Evangeljske besede naj izbrišejo naše grehe. Gospod, prosimo za Tvojega duha, da bodo ljudje, ki so pred ekrani, naši verni, dobili hrano za življenje in naj se jih ne samo dotakne, ampak naj se vseh nas, Gospod, naj nas udari Sveti Duh in nam da globok pečat vere, upanja in Tvoje ljubezni in razlage. V Jezusovem imenu prosim, amen. Prvo berilo, torej Bog nas vabi v prvem berilu, da pridemo k njemu. Da pridemo k njemu, prerok Izaija. In da je čas kratek. Pravi, da je čas kratek, dokler se da najti, dokler je še možnost. Eden duhovnik je rekel, oziroma en škof je rekel enemu duhovniku, torej to je bilo prvo, zdaj, ko si bogoslovil, takrat še je rekel, beri knjige, potem ne boš imel časa. Pa res je to, v glavnem, potem ni bilo več kaj dosti časa, ko si enkrat pač kakorkoli vpet v to vse skupaj. Druga stvar pa je to, je rekel, zdaj moli, kajti potem, ko si bolan, ne boš mogel več moliti. To je res. Čas je zelo kratek in Bog vabi v prvem berilu, naj se spreobrnemo. Mi vemo, vsem nam teče ura, pa nobenega nič ne vpraša. Naše življenje je vedno, bo krajše na tem svetu, pa bliže večnosti. To je dejstvo, da je naše življenje kratko. In potem plačilo je pa kdaj na začetku ali na koncu ali na sredini. Na koncu je plačilo. Zdaj enkrat, če nismo na koncu, ker še vedno kašljamo, smo rekli, še vedno kihamo, še vedno lahko trpimo, še vedno lahko delamo dobro, ni še konec. Na koncu je važen rezultat in potem končna zadeva. In pravi takole, krivični naj zapusti svojo pot. Gre za to, da se spreobrnemo, da zapustimo to, kar ni prav, in hudobne svoje misli. To je pomembno, da se obrnemo k Bogu, Jahveju, ki se razodeva izraelskemu ljudstvu, in obrnemo Gospodu Jezusu Kristusu, ki je njegova beseda. Po njegovi besedi se obrnemo k Bogu, ravnamo tako, kot je prav. Zadnjič sem gledal na internetu, je eden tak ustvarjalec filmski, nekaj snema, ima take debate in potem so z enim televizijcem debatirala, eden izmed tistih 2500, ki so zaposleni redno na RTV-ju, pa jih potem včasih vidimo, pa nekaj let nič, pa spet vidimo, ampak oni so tam baje. In sta imela debato o morali, češ, zakaj mora biti Bog, če pa že to je vse v nas, ta morala, to smo tako bolj vzgojeni, tako smo sta tam pač pametovala, normalno razmišljala, o tem, hvala Bogu, ampak dejstvo je pa to, da ni ravno vse tako enostavno, ni to v nas, nismo kar takšno, to že imamo, to je splošna morala tega sveta, sploh ni res. Ker imamo na drugem svetu čisto drugo moralo, da če nekdo ni član naše religije, če ne verjame, ga je treba ubiti pač, ali pa zasužniti. To je čisto drugi svet lahko. Verjamem, da je v srcih ljudi Bog postavil tisto, kako bi bilo prav, ampak tisto, kar je prav, navadno potem v družbah ne pride do izraza. In naša družba, zahodna družba, civilizacija je civilizacija krščanstva. Zato je pomembno, da se k temu Bogu obrnemo, ne k drugim, ki se imenujejo neki Bog ali karkoli pač je. In to je pomembno. Ta morala ni ravno tako splošna vse posod. Ponekod je uradno
torej da se lahko poročijo otroci oziroma čisto uradno, torej ni meje za poroko. To je druga neka morala, ki ni tako enostavno. In pravi, obrnite se k Bogu, dokler je to še možno. In Gospod se vas bo usmilil. Pravi, čas je omejen. In vrnemo se Bogu, kajti Bog je usmiljen, pravi Sveto pismo. Ta pota Božja so drugačna, kakor človeška pota. Spomnim se ene žene, ki je nekako, kako bi rekel, bila pač v določenih krogih in tako je bila malo bolj poznana v enem mestu. In je potem, enkrat smo se pogovarjala, poznana pač tak po jezikih, pa po enem določenih pač ranah svojih življenjskih, ki jih je imela. In je potem, smo se midva pogovarjala, rekla, vidiš, je rekla, glej, to ljudje nič ne odpuščajo. Ljudje, to se vse grehov, vsega tega se spominjajo nekih dogodkov in ti nič ne odpuščajo. Ne? Pa te imajo stalno v zobeh lahko, ne? Kljub temu, da ene stvari ne razumejo. In je potem ona v bistvu zapustila to mesto in je šla v tujino živeti. Kajti ljudje so drugačni kot Bog. In Bog pravi, moja pota moje misli so neprimerno drugačne od vaših misli. Bog je drugačen, vaša pota niso moja pota. Torej, Bog rešuje in pozablja, če mi stopimo na njegovo pot. In takšen je svet, pač tako je. Ampak Bog je drugačen. In kak je Bog drugačen, bi morali biti tudi Božji ljudje, kakšni? Drugačni, ne po človeško. Mogli biti drugačni, ne tako kot svet. Mogli biti kakor Bog, kakor Jezus bi morali biti Božji ljudje. Zato je možno, da je nekdo misli, da je Božji, pa ni Božji, ker se vidi, ker ne ravna kakor Bog. In ni kakor Jezus. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Torej, nekdo je lahko celo duhovnik ali pa škof, ampak ne ravna tako kot Božji človek v določenih stvareh. In je, bi rekel, na poti tega popolnega krščanstva, popolnega kristjana. Je kristjan v razvijanju. Moje misli so visoko nad vašimi mislimi, pravi Bog. Bog je drugačen, drugače gleda. In je blizu vsem, ki ga kličejo, psalm. Bog je blizu tistih, ki ga kličejo. Kako pride Bogu, da ga začnemo klicati? Enega zgubljenega poznam, pa sem mu že rekel 100-krat, pa daj, zdaj vidiš, kako življenje imaš, obrni se k Bogu pa reči, Bog, če si, se mi prikaži ali me prepriča, začni nekaj moliti, pa prenehaj z nekimi neumnostmi in da vidimo, kaj bo. Ali ni tako pameten, ni. Namreč gre za to, da mi ne moramo spremeniti preteklega življenja. Ali pa tega, kako smo bili rojeni, pa kakva situacija je bila, pa kaj je bilo v življenju. Ampak takrat, ko se spreobrnemo, takrat pa lahko obrnemo. Imamo še čas, da obrnemo življenje. Reči sosedu, imaš še čas. Ja, torej imamo še čas, da obrnemo življenje in ga usmerimo prav v Bogu in proti cilju, pa ta čas je vedno krajši. Ta čas je vedno krajši. To je pomembno. In Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. Prva stvar je naše klicanje, ampak pravi psalm, ki ga kličejo v zvestobi. Pomeni, ne moreš zdaj malo grešiti, malo moliti, ne vem, nekaj levo, pa nekaj vmes, pa levo, pa desno, pa to. To ne bo šlo, se ne izide. Ampak ostani zvest Bogu in potem boš videl Božjo roko v tvojem življenju. Jaz lahko rečem na Exodus TV, mi vidimo ali jaz vidim Božjo roko rešitve na Exodus TV in res se vsemogočnemu Bogu zahvaljujem za veliko delo, ki ga dela in vodstvo, ki ga ima nad nami, tako da vsemogočni tebi vsa čast in slava. Apostol Pavel isto to govori, da je njegovo življenje
Torej je od zdaj, ko se je on spreobrnil, prej je bil Savel, kar pomeni veliki, bolj je pa Pavel, torej smo mali, spoznal je, da je majhen, prvo je mislil, da je on nekaj velikega, ampak je pa videl, da je s konja padel, pa da je vse bolelo in nič več ni videl naenkrat in čisto ene druge stvari so se mu zgodile, ko jih je on sploh mislil. In od zdaj naprej, je rekel Pavel, bom jaz služil Gospodu in pravi, ali sem živ, takrat služim Bogu, dajem sadove, ali pa sem mrtev. Ko pa mrtev, bom pa tako šel k Bogu, zdaj pa ne vem, kaj je najboljše, kak je to v glavnem, ali živim, ali sem mrtev, vse to je Bogu na čast. In hoče reči to, da vedno on non-stop, moje življenje je pravi, je Kristus. Non-stop vsak dan on mora dajati sadove. Zdaj moramo, ko smo se obrnili k Bogu, je pravzaprav tako, če smo mi Božji služabniki, kar se bo kasneje videlo, da imamo vsak dan, vsaki trenutek imamo nalogo, da ravnamo, kakor je Božja volja. To je nujno. Manjše stvari so, kako boš se obrnil, kako boš odgovoril, kako se boš odločil, kako boš se v vrsti postavil, ali si boš dal masko gor, ali si ne boš dal, kako boš pogledal soseda, od malih stvari do drugih. Kako boš živel, kako gledaš na tistega, ko imaš stisko vsak dan, ali smo Božji služabniki, ali pa nismo. In zato se ne moremo ogniti temu, da smo Božji služabniki in da delamo v Božjem vinogradu. Živite tako, kot je vredno Kristusovega evangelija in bojujte se za vero evangelija, pravi apostol Pavel. Torej vsak dan se odločamo za Boga, vsak trenutek, pravzaprav vsako, koliko pač moramo, no? Vemo, da nismo ravno tako zvesti, kot bi morali biti. In gre za to, kar pravi apostol, torej kar je tudi v prvem berilu, gre za delo, gre za življenje. Apostol Pavel govori, da njegovo življenje je hoja za Bogom in s tem daje sadove. In enako gre za delo pri priliki za delavce in vinograd. In gospodar. Gospodar je Bog ali Kristus, Božja beseda, eno z Bogom očetom, on je gospodar. In on kliče, koga kliče? Delavce svoj vinograd. On ima nevidni vinograd, želi, da bi nekaj žlahtnega pridelali. In ti delavci, to smo mi, to je Janez, to je vsi, to si ti, to sem jaz, tako da Darko, torej to smo mi vsi, smo delavci v Božjem vinogradu. Vsak trenutek, da bi tisto najlepše predelali v Božjem vinogradu. Smo poklicani v Božji vinograd. In eni so poklicani na začetku, eni na sredini, eni na koncu. Pojdite tudi vi v moj vinograd, pravi. Zdaj je tisto vprašanje, kako to, da tisti, ki so prišli zadnji, so dobili enako ali več, ali manj. Kako? Enako so dobili. To je eno vprašanje. Druga stvar, ki sem zdaj prvič videl, ko sem o tem razmišljal, ne samo, da so enako dobili, ampak so celo prvi dobili. To je pa tudi nekaj posebnega. Ne samo zadnji so prišli, pa prvi so dobili. Kak je zdaj to? In pa vse, oni so ves dan delali, ti pa samo na koncu so pa tudi dobili enako. To je zdaj ta Božja logika. On se je dogovoril z prvimi za en denar. To je bil on pravični gospodar. Je bil pravičen. Z ostalimi se pa ni točno, saj v evangeliju napiše, da bi se točno, rekel, vam bom nekaj dal, kaj bo prav. Pravi, edini dogovor je imel z temi za en denar. In z njimi je imel in ti so toliko dobili tudi. Z drugimi je pa dal enako jim, ne glede na, kdaj so pač prišli v ta vinograd. Zakaj? Torej, jaz sem o tem razmišljal, zakaj jim je dal enako? Ena stvar, ob tem sem razmišljal, da ima pa je 5 ljudi na svetu, gledajte, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ljudi, najbolj bogatih na svetu, to je ta, kaj že, Bezos, kaj so že potem bili tisti milijarderji, pa Gates, Bill,
pa oni Musk, a kaj že, pa še ena dva, 5 ljudi na svetu ima enako denarja kot pol človeštva, kot približno 3,5 milijarde oziroma 4 milijarde ljudi. Kot polovico človeštva. 5 ljudi ima toliko denarja. In oni so bogati, zato ta, kar seveda je malo čudno, ne? Ampak recimo, in zato tale gospodar v našem evangeliju, Bog, on je bogat. On ne bo zdaj gledal, koliko bom imel zaslužil, bom prišparil na onemu, ko je delal 2 ure, 3 ure, ne. On ne gleda na to, zato on ima dosti. Reče, glej, tudi vi, ko greste kavico popiti, kaj pa date kelnarju nekaj, ne. Pa samo zakaj mu da? Zato, da je malo vesel, ne, malo mu polepšaš dan tam, evo ti 1 evro, pa daj 2, pa tam malo se še pohecaš, €50, naj mu bo, ne. Zato, da ga razveseliš, da ne gre za neki denar, tako to je za tega gospodarja to drobišče, on katerega razveseli. To je ena stvar, ker ima vsega, ker je večni Bog. Druga stvar je, ker je usmiljen in dober, pravi, ker sem jaz dober, tvoje ko je slabo, pravi, ker sem jaz dober. Zakaj je on dober? Recimo, zdaj gledamo po človeško. Ti delavci so prinesli domov denar, doma so jih pa čakali otroci, pa so čakali kakšni starejši včasih, ki ne morejo delati, nič zaslužiti, in oni so bili vsi odvisni od njih. On je hotel dati, da oni poskrbijo, naprimer, zdaj, če gledamo po človeški logiki, ker ta prilika je tudi bolj človeška, da poskrbijo še za svoj dom, da lahko preživijo, recimo. To je ena izmed stvari. Pa se mu smilili so se mu otroci, pa starejši, pa tisti, in on pride domov, da lahko skrbi za svoj dom, torej imel do njih usmiljenje. Druga stvar je, zakaj on daje enako, ker ta gospodar ni samo bogat, pa poln vsega, ampak je to posebno delo, ki zahteva celotno srce, celotno obrnitev človeka, in on daje največ, kaj je. Največ, kaj je samega sebe, tvoja milost njegova na tej zemlji in blagoslov in večni dvigovanje. Vedno bo šel na boljše. In na koncu večno življenje. In to so vsi ti potem tudi dobili, ker enostavno nima več, on da vse. In vse je Božji blagoslov, duhovna rast, tvoje odločitve, tvoja Božja milost, na osnovi katere ti zmaguješ in vedno na boljše greš, duhovno, tisto, kar je pomembno in pa tudi drugače. In potem na koncu večno življenje. Zakaj vsem enako? Ker bi rad vsem dal največ, oziroma vse, kar ima. Zato tudi lahko rečemo, pač ena logika, vsem enako. Ena misel mi je pa povedala ena mlada žena, pa sem rekel, da ne vem točno, kaj bi tu povedal, ampak se mi je zdela zelo dobra. Pravi, to je pa tudi tako v tem evangeliju, da imajo ljudje lahko upanje. Rečejo, poglej, jaz sem že zdaj čist na koncu, vse sem zapravil, celo življenje, takaj sem zdaj šel spreobračati, tako kot je eden, dobro, ne bom povedal tega vica, ampak recimo, eden je rekel na smrtni posli, je rekel, jaz bi se pa rad, ko sem bil veren, rekel, jaz bi pa rad zdaj izstopil iz cerkve, pa bi stopil v partijo, v Zvezo komunistov. Rekel, pa kako za to, ata, vi bi radi stopili v Zvezo komunistov, zdaj, ko tik pred smrtjo, pa ste bili skozi verni. Rekel, ata, ravno zato je rekel, da eden njihovih umrje, ne pa eden naših. Torej, da ne bi tisti bili obupani, no pač delamo neko razliko med vero in bi rekel komunizmom, ki pa je bil v bistvu ateističen, pa tudi proti vere, to pa je nedvomno, to preganjanje po vseh deželah in še danes v teh deželah. In je, se pravi, da tisti, ki bi, da ne bi zdaj obupali, rekli, jaz ne bom več tak, kaj pa če ima zdaj se spreobračati, pa to, ne vem, kakorkoli, no, pač neke misli imamo ob tem, ampak da ima upanje, da bo dosegel nebesa, da bo lahko, za njega nikoli ni prepozno, reče nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno, to je to pomembna stvar, nikoli ni prepozno. Ampak da imaš upanje, da bo enako dobil večno življenje. Imamo v evangeliju en primer o tem, da nikoli ni prepozno. Kateri primer je to evangeliju? Na križu je bil
Kdo? Kdo? Razbojnika sta bila na križu, pa Jezus je bil na križu. In levi in desni, zopet, imamo zopet levega pa desnega. In kateri je zdaj bil tisti, ki je rekel, Jezus, spomni se me. Pokažal je malo vere, zaupa, rekel, glej, on je nedolžen, on je dober. Jezus, spomni se me, ko priješ svoje kraljestvo, ne? Desni razbojnik, ne? Je bil rešen. Ne? Desni razbojnik je bil rešen, razbojnik, kakorkoli, Bog ve, kaj je bilo njegov. Ampak je bilo to dovolj, kaj je rekel Jezus, resnično povem ti, kaj bo? Resnično nocoj bo z menoj v raju. V raju. Kak je to nocoj, spet čas, ne razumem, ampak jaz sem rekel, prišel boš nevesta, ne boj se tam umrla midva, gor bomo pa takoj šla se malo veseliti, kako lepo je tu gor. Ne? Torej, da ne bi obupali ljudje, ne bi obupali, to je tudi dober razlog te Božje besede. Ne? Torej, čas je kratek, moramo se spreobrniti, za vse je dovolj, pravi čas je še vedno, za eno spreobrnitev. In zdaj je takole, mi pa ne smemo misliti, mi, ki smo kristijani, smo misliti, jaz sem že tak svetnik, ne, jaz že toliko, tak sem dober, da ne potrebujem več nobenega spreobrnenja, ničesar. Recimo Terezija Avelska je rekla, dokler ne vidiš v sebi zveri, dostikrat, ki se oglaša, misli, beseda, dejanje, zver, hudiča dobesedno. Da tako ravnaš kot hudič, tako ravnaš, da porušiš vse okoli sebe. Pravi, še ne vidite prav, še ne vidiš prav. Sem gledal, se spomnil tistega, to je bila bolj mojih letnika, ali pa še malo kasneje, no? Kaj je že tisti Peter Lošin, je imel eno pesem, Angeli nekje izmes, ne z pekla, pa ne z nebes, tak nekje pola. Angel nekje vmes, nekaj tajega bila ta pesem. In če pa misliš, da jaz pa vse nisem najslabši, pa nisem najboljši, pač nekako tako sem, pa tudi ni prav, ker ne vidiš tistega dejansko zla in vseh teh posledic svojega dejanja in svojega življenja. Prav je kaj? Da se imaš res za grešnika. Zakaj? Ker vsi svetniki so se imeli za grešnike, vsi grešniki se pa imajo za svetnike. Ti misliš, saj sem še kar v redu, jaz malo samo še kupim eno parcelo, pa potem, pa eno na pokopališču, eno parcelo, pa je vse v redu. Ne, torej, moramo videti sebi grešnika in dejansko, ker če se res pogledamo sebe, opazimo to. Če ne pogledamo, ne opazimo. Vidimo svoje misli, vidimo svoje reakcije, vidimo svoja dejanja čez čas. In zato vedno velja ta molitev, Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Smo rekli, ena kratka, ne? Ena kratka molitev, ne? Oni revčeki, pijančki imajo enega kratkega umoruknili, ne? Pa še enkrat, dvakrat. Mi imamo pa kratko molitev, Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Ali pa Jezus, usmili se me. A je to tudi. Zakaj? Ker vemo, da potrebujemo Božjo pomoč, da nismo tako močni, da bi res bili takšni, kot bi morali biti. To je zdaj pomembno. Torej, čas je kratek in pa ni nujno, da če se nimaš za grešnika, če ne vidiš, nisi na pravi poti. Zato je čas kratek za spreobrnenje, tako je tudi Jezus rekel tistemu farizeju, je rekel farizej, ni šel opravičen iz templja na svoj dom, ne, ampak obtežen svojim grehom, ubogi cestninar pa je šel opravičen, torej in z blagoslovom na svoj dom, ker je rekel, o Bog, bodi milostljiv meni grešnemu, meni grešniku. Amen. In Bog bo vedno pomagal, kot pravi Svetopismo, torej vedno bomo šli navzgor, če bomo njemu zvesti, kot pravi danes psalm, Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,
ki ga kličejo v zvestobi. Amen. Blizu je vsem in pomaga in rešuje. In je večji od COVID-a ali ni večji od COVID-19? Je, ne? Torej, oni so računali, da bo že prvih 3 mesecih v tistem, kar so imeli agenda 201, event 201, so računali prvih 3 mesece, zdaj ali 6 mesecev, 3 mesece, točno ne spomnim, mislim, da je 6 mesecev pred izbruhom, so računali v tistem event 201, da bo prvih 3 mesecih že 22 milijonov mrtvih. Ne. Zdaj pa, hvala Bogu, ni tako, kajti Bog je večji kot vse in skrbi za svoje. Amen. Veruješ ali ne veruješ? Veruješ Božjo besedo? Ko Bog govori, jaz te bom dvigoval, te bom ščitil, te bom rešil, angeli te bodo nosili na roka, da ne zadeneš nogo ob kamen, ali veruješ ali ne veruješ? Da si ti ljubljeni sin Božji, ljubljena hčerka, da ima Bog za tebe posebne načrte, rešitve, ali to veruješ ali ne veruješ? Da, če boš trajal na tej poti, bo dobro, kot pravi Sveto pismo. Dobro ti bo na polju, dobro ti bo v mestu, dobro ti bo pri družini, dobro ti bo pri delu. Tako pravi Božja beseda, Božja obljuba. Ali to veruješ ali ne veruješ? Ampak, da pa bodo tudi skušnjave, katere pa boš premagal, če boš z Bogom. Torej, če vztrajaš in se ne daš, boš zmagal vse skušnjave in vse preizkušnje tega življenja. Ali to veruješ ali ne veruješ? Ali to veruješ ali ne veruješ? Ali to veruješ ali ne veruješ? Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočne, stvarnika nebes, vseh vidnih edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen, Bog od Boga, luč, pravi Bog, rojen, enega bistva, ki je zaradi nas ljudi po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Tretji dan je v mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetova in bo spet prišel in njegovemu kraljestvu in v Svetega Duha, ki izhaja. Molimo in slavimo, ki je govoril po preroki in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Tako, mi smo pri prošnjah, sicer Bog pravi, še predno, pravi Jezus, ali kje že to piše, predno izgovoriš, Bog že ve tvoje potrebe. Pa jaz imam eno potrebo, sem za našega Marjana se spomnil, mogoče njemu moramo samo eno sobo najti, tako za 110 evrov, 120 evrov. In Gospod, mi te prosimo za Marjana, da najdemo eno sobo, poceni pa v redu, da bo lahko normalno živel. Pa izvolite tudi vi prošnje. Za hčerko, prosimo te, usliši nas. Gospod, za vse, ki so v tem trenutku pred ekrani, pridruženi tej sveti maši, za tebe ni ne časa, ne prostora. Prosimo te, blagoslovi družine vseh, ki so povezani s to sveto daritvijo. Prosimo te,
usliši nas za cerkev. Da bi bili mi vsi, ki smo tukaj, vsi, ki so doma pred ekrani, povezani pri tej daritvi, trajno napolnjeni z Božjim duhom in Božjo prisotnostjo. Za zdravje te prosimo, vse, ki smo tukaj, duševno, duhovno, za čiste misli Božje in za gospodarjenje nad hudobijo in skušnjavo te prosimo. Prosimo te, usliši nas. Da imeli več vere, zaupanja v Božjo besedo, Božje obljube. Prosimo te, usliši nas. Za moč, ki jo potrebujemo v življenju, prosimo te, usliši nas. Prosimo te, usliši nas. Da nekatere, ki bi radi izkoristili ta COVID-19 v nekih načrtih po celem svetu, da njihov načrt ne bi uspel. Prosimo te, usliši. In Gospod, za televizijo Exodus te prosimo, hvala ti za to pomoč, ki jo daješ, in naj nam uspe zdaj to z filmi, ki jih nujno potrebujemo na našem programu. Za mlade, ki so v stični danes, Gospod, čuvaj jih in varuj te čudovite mlade duše. Za Slovenijo te prosimo. Usliši, Gospod, tudi naše neizgovorjene prošnje v našem trpljenju, bolečinah, k tebi kličemo, drugega nimamo in vate verujemo. Po Kristusu našem Gospodu. Molimo, spoštovani bratje, drage sestre, da Bog sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove, molitve in našo vero, ko verujemo in izpovedujemo, naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod je z vami. In s tvojim Kvišku srca. imamo in pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Podobi se in pravično. Res se spodobi, res je pravično, tebe častimo, Gospod, da se ti zahvaljujemo in te poveličujemo z našo zvestobo, besedami in dejanji, da izpolnjujemo tvojo sveto besedo po Jezusu Kristusu, ki je tvoja rojena beseda na tem svetu in je trpljenju za nas razpel po polni žrtvi, roke na križu in se žrtvoval za naše grehe in odpuščanje.
Zato znanjamo Tvojo slavo z angeli in svetniki in združeni z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svetem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v veri, upanju, ljubezni s papežem Frančiškom, vsemi slovenskimi škofi, škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših dragih rajnih in jih vključujemo v to daritev. Ste za to? Očete, matere, brate, sestre, može, žene, otroke, prijatelje, kristjane, tisti, ki so nam dobro delali, tisti, ki so bili del našega življenja. In Gospod, naj gledajo tvoje obliče in z vsemi, ki so umrli tvoji milosti. Prosimo, da usmili se nas, da bomo večne življenje skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Darovali bomo največji dar nebeškemu Očetu in to je Jezusovo telo in kri, njegovo žrtev Jezusa Kristusa samega. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen.
Še enkrat se spomnimo na sporočilo današnjega psalma. Gospod je blizu tistim, ki ga kličejo. Lahko ga kličemo na lažje, težje načine. Težko nam je klicati Gospoda z našim življenjem, ko smo grešni, ko mu težko sledimo, ko težko dobro delamo. Ampak eden najlažjih načinov, da kličemo Gospoda, je molitev. In v tej današnji molitvi Oče naša se obrnimo na Gospoda in ga kličimo, da bo z nami. Zato, ker če bo Gospod z nami v nas, bomo manj grešili in bomo bolj Božji. Pa skupaj zmolimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši, Gospod, svoje ljudstvo, vse sedaj pred ekrani, vsi, ki so tukaj, vsakega zla, demonov, bolezni, nesreče, prekletstva. Reši, Gospod, hudobnih ljudi, varuj njihovo pot in jih čuvaj in jih blagoslavljaj. Zato v imenu Jezusa Kristusa v jagnjetovi krvi zvežemo vsako zlo, ki je prisotno v našem življenju. Zvežemo vsako bolezen in COVID-19 v imenu Jezusa Kristusa z njegovo presveto krvjo in zvežemo, da ne škodujejo našem življenju in življenju naših bližnjih demonom. Zvežemo jih z jagnjetovo krvjo in ukažemo, naj vso to zlo odstopi v tem trenutku in rečemo, ko bolni upanja pričakujemo prihod odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, ti si rekel, ne bojte se, vi ste več vredni kot ptice, ko vse, ne bodite maloverni, Bog skrbi za vas po svoji modrosti in vas bo dobro vodil, zato ne glej na naše osebne grehe, ampak na celotno cerkev, na vero cerkve, utrdi v miru in vodi k popolni edinosti. Tudi vse kristjane, da se izpolni tvoja volja, da je bili eno, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Jezusov mir, ko je rekel, svoj mir vam dam, naj bo sedaj z vami. Danes smo slišali eno čudovito lepo misel, da smo v Božjih očeh vsi kandidati za svetnike. Trudimo se po svojih močeh, živimo tako, da se to resniči, pa tudi privoščimo vsem okrog sebe in si danes namesto stiska roke naklonimo prijazen poklon in iskreno željo, da se to resniči. Glejte za nas žrtvovano Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor vam,
ki ste na tej poti, ki vodi navzgor in vedno na boljše in v večno življenje. Kristusovo telo in kri naj nas vse varuje za večno življenje. Gospod, hvala ti, da daješ duhovno obhajilo vsem, ker so pred ekrani in jih ne zapuščaš. Ti si Bog, ki naj jih hraniš svoje ljudstvo z duhovnim obhajilom ta trenutek. Prejmi Kristusovo telo in kri in naj te varuje za večno življenje. Amen. Položil roko na bolnike in pozdravi.
celico. In ti nam govoriš, ti si blagoslovljen, ti si blagoslovljen. Jaz skrbim zate. In videla boš, kako znam reševati, pravi Svetopis. Videl boš, kako znam reševati, pravi Svetopis. Zdaj pa v duhu, vsak v tišini, Jezusu pokažemo svojo rano. Zaprtimi očmi pokažemo svojo rano, reči, razgled, tu me boli. Tu je moja bolečina. In nad nami je Bog. In Jezus, kdo vidi Jezusa, vidi Boga Očeta. In Jezus je Očetova beseda, ki je prevzela meso. In lahko rečeš, Jezus, poglej mojo rano. Poglej mojo bolečino. Gospod, jaz me zverim naprej in vem, da ti svoje ljudstvo rešuješ zdaj. Ti si resničen. Ti ozdravljaš. Odvzemaš breme in ga nalagaš na sebe, na svoj križ, na svoj hrbet. Prosi nas, daj mi svoj križ na mene, preloži. Bom ga jaz nesel, praviš. V imenu Jezusa Kristusa naj se Božja sila dotakne tvoje duše in tvojega centra, jaza in naj ti da življenje v tem trenutku. In verujem, Gospod, da to delaš. Še posebej v svetem sakramentu, ki smo ga prejeli, v moči sakramenta. Sveto obhajilo je zdravilo za srce, za dušo, tvojega duha.
Jezus, verujem v te, Jezus, upam v te, Jezus, ljubim te nadvse, Jezus, tebe živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Bog, poživljaš nas s svojimi skrivnostmi, vedno in povsod nam pomagaj. Da po sveti daritvi in svojim življenjem dosežemo sadove večnega odrešenja po Kristusu, našem Gospodu. Tako mi bomo sveto mašo končali. Jaz vem, da je Bog, tako kot pri meni, delal v vaši notranjosti, v vašem telesu in vas reševal. In njegova ljubezen bo vedno z nami in blagoslov nas bo spremljal in bo pokazal na nas, kako zna reševati, kako nas bo vodil naprej, ker bomo mi ostali zvesti. Ste za to? Bomo molili? Bomo molili, ostali bomo zvesti. Če kdaj pademo, se tako redno spovedujemo, ne? Vsaki mesec, vsako leto, vsakih 10 let. Tako da mogoče vsaki mesec spovedi ali pa vsaj 4-krat na leto, da pokažemo, da smo res, da ni tisti minimum in prosimo Gospoda, naj nam bo usmiljen. Tako mi bomo še imeli sedaj po blagoslovu molitve, malo eno kitico, kaj pa ene take molitve, če vse, ne, da se stopimo pred Boga, mu izročamo svoje težave in verujemo, da nas Bog ljubi, da nam odpušča in da nas blagoslavlja in nas bo reševal. Gospod naj bo z vami. Naj vas, dragi Kristusovi učenci, in vaš dom, vaše bližnje po vaši veri, blagoslovi in vse doma pred ekrani. Vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Amen, amen. Ena stvar je, da mi Božjo besedo gradimo na Božji besedi. Na tvojo besedo bom vrgel mrežo, je rekel Peter, in je ujel veliko množico rib in je rekel, Gospod, grešen človek sem, je rekel sveti Peter, ne, pojdi od mene, ker grešim, blaga je groza. Tako je Jezus rekel, molite, Božja beseda pravi, molite drug za drugega, da ozdravite. In Gospod, sedaj prosimo za vse tukaj, v imenu Jezusovem naj pride ozdravljanje na duši,
zmedena duša, na psihi, zmedene čustva, psiha, v imenu Jezusovem. Ne pride ozdravljenje na duhu za spreobrnenje, ne pride ozdravljenje na telesu, v imenu Jezusovem. In Gospod, tvoja zdravilna klinika, klinični center Jezusov Maribor naj se sedaj na vse nas spusti, tvoje zdravilne sile in blagoslovi, ti poznaš vsakega izmed nas in verujemo, Gospod, da nas zdraviš, kajti za tebe smo dragoceni. Nas zdravi ali ne? Je rekel, 2 ali 3 zbrani v moje imeno, sem jaz sredi med njimi, torej nas vsemogočni Bog, ki naredi ušesa, tudi sliši in mi ga prosimo, dvigni roko gor kot prošnjo, da ga prosi za ozdravljenje. Amen. Amen. V imenu Jezusa Kristusa naj nastopi zdravje na duši in na telesu v Jezusovem imenu. To ukazujem telesu, naj se ozdravi in bolezni naj odstopi. V Jezusovem imenu naj se to zgodi. In rečemo, in Gospod, prosimo te za ozdravljanje medosebnih odnosov, da ozdravimo, da vsi, ki so tukaj, ozdravijo, Gospod, v družini te prepire, nerazumevanja, spore in izven družine s tistimi, s katerimi nimamo prave komunikacije, naj ozdravijo naši odnosi in zato prosimo, Gospod, da bi naši odnosi bili po tvoji volji blagoslovljeni in ozdravljeni z drugimi in rečemo in prosimo tudi za ozdravljanje šolarjev in ljudi v Sloveniji in mladih ljudi, da bi imeli prihodnost. To te prosimo, Gospod, da ozdraviš Slovenijo, nevere in da bo tako tvoj blagoslov lahko stopil v srca in nas varoval v naši državi in rečemo. Vse to naj se zgodi danes in sedaj v Jezusovem imenu. Prosimo, Oče, in tudi ukazujemo v Jezusovem imenu, ki je rekel, da lahko uporabljamo njegovo avtoriteto in njegovo ime. In vsi rečemo in še enkrat, in še enkrat. Amen.